Zdravo, lahko kaj pomagam? Ja, rože bi kupil za 8. marca. Rdeče vrtnice gledaš? Bi rdeče vrtnice? Ja, recimo. Najbolj prodajane so še vedno vrtnice. Sezonsko cvetje oziroma spomladi so zelo zaželjeni tulipani, tudi po zimi, če si kdo zaželi spremembo. Cvetličarna je ravno to, je njena prednost, da nudi v času, ko si drugače ne moremo zagotoviti cvetja in ostalih zanimivih lončnic, nudi kontraste. Dobiš lahko rastline, ki jih v naravi tisti čas ni, zato je v bistvu vse zaželjeno in zanimivo, sploh po zimi. Koliko jih dam? 1 100 000. 1 100 000? Ja, 1 100 000 za vse ženske v Sloveniji. Ja, ni problem, ampak trenutno jih toliko nimamo. Tukaj je zdaj samo 20. Želiš jih naročimo, ni problem. Malo kasneje boš prišel, ampak veš, koliko stane? Ma zračunala. 901. 990 milijonov dolarjev. Pa bi pa sam 4. Ni problema. V bistvu je dovolj, da greš v cvetličarsko šolo ali pa, če greš v šolo aranžerski tehnik. To je za začetek dovolj. Cvetličarska šola je 3-letna, aranžerski tehnik je 4-letna. Potem pa s prakso dalje urediš vse, da se naučiš, ker mislim, da to je najbolj pomembno, bolj kot šola sama. Je pa dobra osnova. Če bi sam naredil, kaj cnej pride? Ja, lahko dobiš popust potem. V cvetličarni, ko delaš, redno prihajajo stranke, z njimi je treba komunicirati. Predvsem v smislu, da ugotoviš in florist in stranka, kaj si želi, kaj rabi od tebe, kaj se ji bo naredilo, da izveš čim več v par stavkih od nje, kakve so njene želje, okus, kar se bo pač naredilo. Najbolj pomembno od vseh, bi rekla, je pa likovni talent, da je človek zelo nadarjen, da lahko potem ustvarja, aranžira, si izmišljuje vedno nove stvari, da je kreativen, da je iznajdljiv in pa komunikativen. Če začnemo od januarja pa potem dalje, je prvi praznik tak Valentinovo, potem je 8. marec, materinski dan, potem so velikonočni prazniki, tu gre predvsem za aranžiranje daril. Potem pa vse do jeseni, malo pod začetkom oktobra, november, 1. november, takrat so aranžmaji aktualni in pa potem veseli december, spet aranžiranje daril. Hvala lepa. Malenkost.